Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Dušan Lesjak in naš stalni komentator Bernard Brščič. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj vam bomo ekskluzivno pokazali shemo. Te sheme še ni bilo v slovenskih medijih, niti v drugih svetovnih, namreč prikazuje pa, katere vse povezave naj bi imel gospod Mifsud. Zdaj, če pogledamo, spoštovana gosta, komentatorja, tole shemo, se verjetno moramo vsaj v tem strinjati, da če gre za Muti Bariča, kot je rekel Bernard, je to izjemno spreten Muti Barič. Tukaj so neke povezave na tej shemi, ki so res fascinantne. Lahko tudi povem, da pač smo to dobili iz zanesljivega vira, ki pa seveda ne želi biti razkrit zaradi razlogov, ki smo se jih nekoliko dotaknili že v prvem delu oddaje. Skratka, zadeve, ki se pletejo v ZDA, ne glede na to, ali gre za to, kar pravi Bernard, za čisti fake news, ali pa gre za nekoga, ki pač je govoril oseb lepše, kot bi bilo res, kar pravi Dušan, so to, bi rekel, neki linki, povezave, ki so fascinantni. Se pravi, jaz vama še zadnjič ponujam možnost, da vendarle korigirate svoje stališče ali pa odgovorite na osnovno vprašanje. Ali res verjamete, da je nekdo, ki se samo izdaja za nekaj ali pa nekoga, kar v resnici ni, sposoben na globalni ravni, bi rekel, vzdrževati tako zapleteno, če hočete tudi Poncijevo shemo, obenem, se pa, bi rekel, zelo, saj na začetku, kasneje malo korigiral svoje izjave, zelo, bi rekel, radostno tudi vključevati v neke sodne postopke, ki pa ravno zaradi tega, ker posredno vključujejo tudi voditelje največje države na svetu, gotovo niso mačji kašelj. Z bizantinskim stilom, kot je lasten temu gospodu, se da zelo daleč priti. Je, bom rekel, perspektiven način socialne penetracije, vendar se slej ali prej ta zgodba prodiranja po mrežah konča. Gotovo je po tej slovenski izkušnji se del teh povezav, sicer manj pomembnih, zamrznil, tako da gotovo je socialno spreten podjetnik, vendar sam, kakor poznam ozadje iz tujega časopisja, ocenjujem, da gre, kot rečeno, za tipičnega bizantinca, ki pač napihuje svoj lasten pomen zato, da si v čim večji meri napolni žepe. Takih kot je on, je, kot rečeno, v slovenskem visokem šolstvu kar precej, morda ne tako uspešnih, ampak s tem bizantinskim stilom ni tuj tudi Slovencem. Ok, se pravi, vidim, Bernard, da ti si čist pod vplivom romana Pod svobodnim soncem, tako da ne bom te zdaj vprašal, kdo je Iztok, če je očitno Mifsud bizantinski azbat, ampak Dušan, predno gremo potem pogledati, v kakem stanju je danes Emuni, bi te sam to še vprašal, v tem času, ko je ta afera ali pa fake news, kot pravi Bernard, prišla na dan, katere vse tajne službe so te kontaktirale, če lahko poveš? Sam naša, slovenska ali tudi kjera tuja? Ja, tista, ki me je najbolj kontaktirala glede Josa Mifsuda, je bila javna služba WW Faktor, če sem čisto iskren. Ok. No, evo. Je pa res, da sem dobil takoj vse informacije, čim se je začelo v glavnem iz Malte, ker namreč to, o čemer ni bil govor, mora biti bo kasneje. Jaz sem v eno obdobje skoraj leto dni... To bomo zdaj povedali, gremo na to. Sem bil krizni menedžer, sem bil krizni menedžer Emunija, to pa ravno zaradi tega, ker se je pokazalo, da še posebej po tistem obdobju, ko je ta okvir, o katerem sem prej govoril, razpadel, pač normalno zaradi tega, ker je bila po volitvah nova vlada in potem se je pokazalo, da je Mifsud peljal Emuni bolj v diplomatske vode in v lastno promocijo in, če smemo uporabiti tak izraz, bi bila bolj ali manj potovalna agencija za njegove poti. Vohuni veliko potuje, vidiš, Dušan, Tudi akademiki. Tudi akademiki. Smo ga prijazno poprosili, jaz sem se pri tem pridružil v letu 2012 kabinetu Žige Turka, ker nisem želel biti državni sekretar
v drugo, če smem tako reči, in tudi potem sva našla z takratnim ministrom Turkom en kompromis, kako mu lahko pomagam. In spomladi leta 2012 smo pač predlagali na ustrezen način Mifsudu, da odstopi. In potem je odstopil, potem sem naslednje leto spomladi, ko je vlada razpadla, sem šel, če smem uporabiti ta izraz, volontirati kot vršilec dolžnosti predsednika Emunija za približno leto dni na Emuniji, predvsem da akademsko, finančno konsolidiram Emunij in da to, kar je bila naloga mi že položena na mizo, da izpeljem mednarodne volitve za novega predsednika Emunija. Ok, no zdaj si bomo pogledali v naslednjem delu oddaje, kako si bil pri tem uspešen. Predtem bi pa rad sam še povedal gledalkam in gledalcem, da kot lahko vidimo tudi na fotografiji, se je seveda Emunij odrekla, gospodu Mifsudu, oziroma je zanikala vsakršno nadaljno povezavo z gospodom Mifsudom. Zdaj pa kot uvod v nadaljevanje našega današnjega pogovora, ko se bomo osredotočili na Evrosredozemsko univerzo, predlagam, da si pogledamo prispevek, v kakšnem stanju je Emunij danes. Tako je junija 2008 predsednik Evropskega parlamenta Pöttering podpisal ustanovno listino Emunij univerze, eno od 6 prioritet Unije v Sredozemlju. Če ocenimo, da želimo biti družba temelječa na znanju in da je Sredozemlje prostor, kjer je zelo velika mešanica tako kultur, jezika, izrednega pomena današnja konkretizacija projekta Evrosredozemske univerze. Država naj bi za potrebe univerze preuredila dijaški dom Portorož in novogoriško vilo Rafut, a po 9 letih se je izkazalo, da z dolgoročnimi projekti pač ne znamo. Emunij univerza ima sedež tukaj v portoroškem dijaškem domu in sicer najemajo 160 kvadratnih metrov 4. nadstropja. Državne obljube o prostorih so ostale na papirju, vendar iz proračuna za izobraževanje je za projekt Emunij, torej center Emunij, ki naj bi pripravil vse potrebno za ustanovitev univerze, ter Emunij univerzo od leta 2007 do lani šlo skoraj 4 milijone evrov. Kljub temu denarju prvi predsednik Emunija, Joseph Mifsud, v prvih 4 letih delovanja ni uspel pripraviti lastnih študijskih programov, v Sloveniji ni upisal niti enega študenta. Bernard, kako ti to komentiraš? Se pravi, ena izmed 6 prioritet Evropske unije leta 2008 v Sredozemlju, potem pa tale epilog, kot smo ga videli zdaj v prispevku. Simptom razkroja slovenskega visokega šolstva, zlasti v njenem zasebnem delu, je znana visoka stopna korupcije. Mislim, da je bil projekt v izhodišču popolnoma zgrešen. Če bi upoštevali geopolitično dejstvo, se pravi problematičnost Severne Afrike kot vera islamskih migracij v Evropo, bi morali v izhodišču ustaviti ta projekt. Še huje pa je, da so praktično vse vlade do danes praktično ohranjale pri življenju projekt, ki kot razumem v 10 letih ni upisal niti enega študenta, ne slovenskega, ne tujega, in zato je slovenska država zmetala 4 milijone evrov. To ni sicer največji znesek vržen skozi okno. Ministrstvo za šolstvo se lahko diči z recimo 22 milijoni, ki jih je v več kot desetletju namenilo fakultetam visokošolskega tajkuna Petra Jambreka. Skratka, gre spet za en družbeni podsistem, ki je zaznamovan s kriminalom, klientelizmom in korupcijo, tako da je to zgolj simptom te popolne akademske dekadence. Precej hude besede, Dušan, kaj ti praviš na to? Ja, jaz seveda, kako naj rečem, meni je ta besednjak, ga vidim kot oseben Bernardov stil. Jaz zadevo vidim... To drži, ampak vseeno vsebini se pa... Se bom pojasnil. Seveda, se tudi imam namen. Če gremo po vrsti, zdaj žal so nekateri podatki malce zastarjeli, Emunij ni več v dijaškem domu,
kjer zaradi ene od prejšnjih vlad ni prišlo do obnove prostorov, ampak je v nekdanji stavbi GE v Piranu, ki jo je odstopila, kako bi rekel, mestna občina Piran, eno nadstropje. Tako da je zdaj v neprimerno bolj ugledni stavbi, kot je bil prej. To je pozitivno, ja. Ja, druga zadeva, da Vila Rafut žal ni bila obnovljena, za tiste, ki ne vedo, to je izjemen kulturno-zgodovinski spomenik neprecenljive vrednosti v Sloveniji, ker je če smemo uporabiti, edina stavba v Sloveniji, ki je narejena v mavrskem stolu in je pravzaprav mavrskem slogu in je replika podobne stavbe v Aleksandriji, ker je isti arhitekt jo naredil. Sredstva za to so bila zagotovljena, vendar ker je na Univerzi na Primorskem zaradi zgrešenih investicij prišlo do izjemno velike finančne luknje v tistem obdobju, pri obnovi rektorata in še izgradnje ene fakultete, pa deloma še nekaj drugega, je pravzaprav denar bil prekanaliziran iz postavke za Vilo Rafut na Univerzo na Primorskem, da se je pokrila ta izguba. Kar se tiče študentov, po zagotovilih in tudi glede na to, da malo spremljam kot senator Emuni, bi naj prišlo do prvih diplomantov v tem študijskem letu, nekje do poletja prihodnjega leta. Kakšen bi naj bil vpis študentov v tem študijskem letu, to bom zvedel zdaj prihodnji petek, ko je en poseben dogodek na Emuniju. Je pa res, in soglašam tukaj z Bernardom, da je pravzaprav ta projekt daleč od pričakovanega in obljubljenega, ampak za to je razlogov več. Vsekakor je razlog v veliki meri, ali pa bi rekel, deloma je krivda seveda tudi na Joe Mifsudu, ker je pač ni zapeljal Emuni tako, kot je bilo mišljeno. Koliko časa je on bil na čelu Emunija? On je bil od leta 2008 do, ali pa bi rekel, od konca leta, recimo od leta 2008 do leta 2012, ko smo ga pač... Se pravi, to prvo 4-letno obdobje... Ja, ključna 4 leta. Drug problem, ki je bil, kar je pravzaprav tudi zelo zanimivo, je, da pravzaprav je Emuni bil mišljen kot mrežna univerza in izložbeno okno slovenskih univerz. Če pogledamo danes strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, vidimo, da je pravzaprav na zelo visoko postavljen cilj, da bi imeli v čim večjem številu tuje študente. Zaradi tega, seveda zaradi demografije, zaradi drugih razlogov. Tudi vse slovenske univerze v glavnem imajo s tem problem, da imajo nizek delež tujih študentov. Tako je, vendar, ker so vsi videli Evrosredozemsko univerzo kot projekt vlade Janeza Janše, so seveda tudi bili temu nenaklonjeni. Moram reči, da smo imeli, ko smo ustanavljali Evrosredozemsko univerzo, velike težave, da smo uspeli prepričati eno slovensko univerzo, ker so 4 ustanovitvene članice. In to je Univerza v Mariboru, potem je Univerza Urbino iz Italije, Univerza v Susu iz Tunizije in Univerza v Haifi iz Izraela. To so 4 ustanovitvene članice Emunija. Tako da slovenske univerze, predvsem javni sektor, je bil zelo nenaklonjen temu projektu, pa mislim, da ne, mogoče so se bali konkurence, mislim pa, da bolj je šlo za politično dimenzijo tega projekta, ki je bil žal predolgo prisoten. Zanimivo je pa potem to, da ko sem pač že omenil, sem bil zadolžen za to, da izpelje mednarodni razpis za novega predsednika, se je prijavil na ta razpis tudi eden od slovenskih nekdanjih rektorjev. Aha. No, boš nam zaupal, kdo to je, ker jaz priznam, da ne vem. Seveda, vse to je o tem je pisalo, to je bil Stane Pevnik. Aha, se pravi bivši rektor Univerze v Ljubljani, Radovan Stanislav Pevnik. To pa je zanimivo, viš, tega podatka pa priznam, nisem imel. Ampak človek, ki pa zdaj vodi Emuni, je pa Egipčan, čeprav vem. Ja. No, namreč to je pa tudi, da še odgovorim na tisto vprašanje, ki si ga, ali pa tisto vprašanje, ki si ga postavil pred oglasi. Ja, pred oglasi, ja. Torej, ko smo se konzultirali glede Emunija, je tako v Bruslju, kakor tudi pri naših prijateljih, Špancih in drugih, in so nam zelo, zelo položili na srce, da če je to slovenska pobuda in če bo sedež te univerze v Sloveniji kot mrežne univerze,
Tako vendar naj ne damo Slovenca ali pa za predsednika univerze, ampak da naj to uravnotežimo tako, da poiščemo nekoga in damo to položaj nekomu, ki je iz, kako bi rekel, Severne Afrike ali pa z Južnega Mediterana. Ja. Tako da to je bil razlog, da se je pač iskal predsednik. In to isto je bilo podobno tudi zdaj, čeprav tu ni prevladal ta vidik, ker od 12 prijavljenih kandidatov 11 iz tujine, eden iz Slovenije, je komisija, ki je delala v ožji izbor upravnega odbora Emunija, je izbrala 3 kandidate, dva iz juga in enega iz severa, vendar, ko so prišli na intervju, so se člani upravnega odbora odločili, da je najprimernejši kandidat Abdil Hamid El Zoheiri, Egipčan, ki je trenutno predsednik Emunija in ki mislim, da še ima približno leto dni do izteka mandata. V redu, hvala Dušan. Evo, Sildo Bernard, ti govoriš o tem, pač treba je preprečiti severnim Afričanom in tako naprej. Zdaj smo slišali stavbo v aleksandrijskem slogu, predsednik univerze je Egipčan, nekam nisi v trendu zdaj, mislim, da s temi svojimi Poglej, jaz internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ne vidim v Alžiriji, ne vidim v Maroku, ne vidim v Egiptu, ravno tako ne vidim prihodnosti Evropske unije v Eurabiji. To pa je projekt, ki v celoti sodi v koncept Coudenhove-Kalergijevega načrta velike nadomestitve in arabizacije Evrope. Tako da po svoje še dobro, da je projekt spodletel, ampak vendarle bi pa izpostavil to odgovornost nosilcev političnih funkcij, da se je zmetalo 4 milijone evrov javnega denarja in da po 10 letih nimajo za pokazati popolnoma nič. Nekega predsednika iz Egipta. To je dosežek in nekega Maltežana, ki je domnevno vpleten v neke konzultantsko posle z takrat še ne Trumpovo administracijo. Mislim, človek ne more verjeti. Žal nam je zmanjkalo časa, kot lahko vidite, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, imamo danes 2 gosta, ki imata diametralno nasprotno stališče glede Evrosredozemske univerze. Jaz bi se obema komentatorjema najlepše zahvalil za gostovanje v oddaji, še posebej dr. Dušanu Lesjaku, ki je bil pri nas prvič. Po oglasih pa vam bomo pokazali, kako se je na slovitem newyorškem maratonu odrezal Bojan Požar.